Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes, lejte, tole je pomembna zadeva. V reviji Ona je bil objavljeno vprašanje oziroma članek o tem, bralka sprašuje, kaj naj naredi, mož je do drugih sladek, nas doma pa zmerja in maltretira. Odgovor je sicer podala gospa Alenka Berlot, Košiček, ampak dejstvo je, da to je tako pomembna zadeva in tako dober odgovor, da res toplo priporočam. Jaz sem to tudi delila na Facebook strani, na veliko z rdečo je napisan, ne bo se spremenil, razmislite o ločitvi. No in v glavnem, gospa Alenka odgovarja tej gospe, ki je obupana, ki ne ve več, kaj naj naredi. Dejstvo je, da je doma samo zmerjanje in vsi se zatekajo predvsem v molk in veste, bojijo se, da bo karkoli vzbudil, da bo spet plaz padel. Slovenija je ena zanimiva dežela. Dejstvo je, da ne poznam niti ene družine, ki nima kakšno stvar za predelati. Dejansko vsaka družina ima nekaj za predelati. In v mnogih družinah, lejte, se dogajajo drame, seveda za zaprtimi vrati. Zdaj, če padajo udarci, pomeni, da je nekje buška, da so fizične bolečine, ne, in tudi fizične rane. Ampak kaj pa takrat, ko so pa rane psihične, globoke v srcu, ko boli srce, ko krvavi srce? Kaj pa takrat narediti? Lejte, jaz poznam kar nekaj zgodb ljudi okrog sebe, vidim zgodbe, ne nazadnje, imela sem tudi sama podobno zgodbo. In vem, kako to zgleda, ko skrivaš solze. Vem, kako zgleda, ko po noči tiho ihtiš in skrivaš solze pred otroki, tudi pred partnerjem. Enostavno, ko te duša boli in jaz sem hodila v gozd jokat, zato da me nihče ni videl. In vem, kako težko je zbrati dovolj moči in reči dovolj. Vem, vse to sem dala skozi. In v glavnem tukaj noter gospa Alenka zaključuje na koncu z besedami. Dobro bi bilo, da iz družine čim prej odidejo otroci, če so pa premladi, jih lahko rešite le vi kot mati. Če si boste resnično prizadevali za rešitev, jo boste slej ko prej tudi našli. A zapomnite si, da je edina rešitev ta, da greste z možem narazen. Poiščite različne pomoči, denimo na Centru za socialno delo, nevladnih organizacijah. Pogosto ljudje, ki zastrašujejo, kričijo na svoje partnerje, da jih bojo ubili. Ne nazadnje, tukaj imam direktno soseda, ki se je na dvorišču drl na svojo ženo, da jo bo ubil. No ja, potem sem pa naredila enkrat jaz eno trparijo, kako ne pa človek ve, da jo ne bo ubil. V glavnem, drug sosed je pa lovec in po noči so tukaj za hišo pač divji prašiči rili in ko je pač so bili tam prašiči, on je prašiče ustrelil, jaz sem šla takrat spat in slišam pok puške, ker me je vrgel po konc in potem z otroci jaz vsa prestrašena ostanem, grem, jaz ste slišali, po moje je sosed ustrelil ženo in ja, na koncu sem klicala policijo, ja, kako ne bi jaz vedela, da prašiče streljajo okrog hiše. V glavnem, ja, zdaj sosed me za naslednjič opozoril, da če slučajno je pok, tak je lovec, da so spet prašiči tam gor. In ja, seveda, zdaj, ko hodim po gozdu, ja, se vidi, precej je zridga okrog hiše in dejstvo je, oziroma po gozdu in ja, divje svinje so na pohodu. No, če imate pa tako divjega prašiča doma ali pa divjo svinjo, kar ni nujno, da je ta zlorabljevalec vedno moški. Lahko je ženska. Lahko je ženska ta, ki kriči, se po spisku daje obtožbe, naven pa sladka, prijazna, vsem bi ustregla, vsem bi vse dala. Doma ni nihče vreden nič. Kaj narediti v takem primeru? Ja, to je bolezen. To je psihična bolezen. A vi lahko druga ozdravite? Odgovor je ne. Vi lahko rešite samo sebe in rešite se lahko samo na ta način,
Ne da upate, da bo enkrat minilo, ampak da enostavno zberete moč in rečete dovolj in poiščete načine, kako boste začeli novo življenje. In verjemite mi, kako je mirno živeti, ko živiš mirno življenje. Ne vem, verjetno nekdo, ki živi v tej godlji, si ne predstavlja, kako, kaj ne naredim. Ampak vedno verjamem, da obstaja pot. Vedno obstaja pot. Zato, ker če si upamo premagati svoj največji strah, no zdaj pa pojmo na podzavest. Kdor ima v svoji podzavesti program potrebo imam po zlorabi, bo vedno privlačil nekoga, ki bo zlorabljevalec. No zdaj poglejmo še tega človeka, ki je zlorabljevalec. Ja, sploh ne ve, kaj je ljubezen. Verjetno je bil tudi on ali pa ona v otroštvu zlorabljen, ni dobil ljubezni, ni bil mogoče zaželen otrok. Ampak to ni, da je zdaj to upravičuje njegova dejanja ali pa njena dejanja. Dejstvo je, da tukaj je vaša, tist, ki je žrtev, ki živi kot žrtev, je njegova ali pa njena naloga, da se postavi za sebe. In to je pa naloga duše že. Ne? Se pravi, potrebno je preveriti z mišičnim testom. V svoji duši nosim potrebo po zlorabi. Potem, strah me je spremembe. Strah me je premika naprej. Potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Potem naslednja stvar. To je zdaj iz knjige, tudi mogoče je pametno prej iti počistiti podzavestne programe, zaradi tega, ker vam bo bolj enostavno narediti korake naprej. Strah me je neodobravanja. Do sebe sem pretirano kritična in seveda pol dovoljujem tudi drugim, da so do mene kritični in tudi to sprejemam. Pejte po telih programih, na strani 40 imate programe žrtve. In ko greste čez te programe, dajte najprej počistiti te svoje programe žrtve, ker dokler nosite v sebi program žrtve, toliko časa boste privlačili nekoga, ki je zlorabljevalec. Večkrat sem že o tem govorila, če imate program žrtve, imate tako, kot bi imeli napis nad glavo, če je kje kakšen, ki me bo zlorabljal, jaz sem ta. Se pravi, človek, ki ima potrebo potem, da se počuti kot žrtev, bo privlačil recimo alkoholika. In ta na tem jumbo plakatu gor piše, če je kje kakšen pijac, jaz sem ta, ki ga iščem. Ali pa, če je kje kakšen, ki se obnaša kot terorist, jaz sem ta, ki iščem tega, ki bo stopal po meni. Zato je pomembno, počistite najprej podzavestne programe, potem pa, ko vi počistite podzavestne programe, takrat boste lahko začeli delati korake. Seveda, lejte, ko boste začeli delati korake, ta, ki vas želi držati v tej škatlici, ne bo ploskal. Pogosto te ljudje, zlorabljevalci, osamijo žrtev. Se pravi, poskrbijo, da imate minimalno prijateljic, še te prijateljice, ki jih imate, niso v redu, jih skritizirajo, se pravi, ne hodijo k vam na obisk. Po možnosti vas oddalijo od vaših sorodnikov. In dejstvo je, da skritizirajo vsakega človeka, ki po možnosti majčkeno drugače razmišlja kot oni. Zakaj? Zaradi tega, ker je pomembno, da vas imajo da vas imajo v tej škatlici noter zaprte in ko vi začnete brati take čudne knjige, ko začnete delati na osebni rasti, veste, kaj je ta prva stvar? Te tvoje butaste knjige, ti tvoji butasti videi, ti tvoji butasti seminarji, te perejo možgane in tako naprej. In berite naprej, to pomeni, da ste na pravi poti. To pomeni, da ste začela rasti. In to je v bistvu priznanje. Wow, napredujem. Veste, drobni koraki, ki jih delate. Zato delajte na sebi, ja, poiščite si pomoč. Pejte na center za socialno delo, jaz sem prepričana, da imajo
verjetno nekoga tam, ki lahko pomaga. Niste sami tukaj. Dejstvo je, da psihični teror je ravno tako teror. Res pa je, da v Sloveniji, kolikor jaz poznam te zadeve, tisti, ki je ta psihični terorist, dokler nekoga fizično ne rani, pač se ga ne pošlje v psihiatrično bolnico, se ga ne zdravi, zaradi tega, ker ni prizadel nikogar. Tako da v glavnem, tukaj je dejansko edina rešitev, da sebe rešite in svoje otroke. Iz lastnih izkušenj vem, kako je težko. Iz lastnih izkušenj vem, kako človek upa, da bo naletel na neko terapijo, na nekaj, da bosta pozdravila zakon. Recimo, jaz sem imela velike težave s tem, ker zaobljuba, recimo cerkvena poroka, zaobljuba, dokler naju smrt ne loči pred Bogom, pred duhovnikom, pričami in pred celim sorodstvom, dokler naju smrt ne loči. In pogledajte, daš zaobljubo in potem skloniš glavo in trpiš. Vemo, da življenje je trpljenje, zakon je trpljenje. A je res naše življenjsko poslanstvo trpljenje? Jaz nisem v to prepričana, veste? Jaz sem prepričana v to, da naše življenjsko poslanstvo je radost, naše življenjsko poslanstvo je slediti sreči, naše življenjsko poslanstvo je dela to, kar nas osrečuje. Glejte, danes vam bi rada predstavila te karte vodstvo bogin in sicer Ištar. Ištar je, mislim, da je egipčanska boginja, ki spodbuja, da postavimo meje. Tukaj piše, ljubite se dovolj, da boste rekli ne tistim, ki od vas zahtevajo vaš čas in vašo energijo. Zdaj bomo pa prebrana naprej. V bistvu, glejte, pomembno je, da se postavimo za sebe. Se vnašate strupeno energijo in od tega nima nihče koristi. Stopite nazaj in ponovno ocenite položaj. Če sami spoštujete svoje meje, jih bodo pri vas in pri sebi uvideli in spoštovali tudi drugi. To je zdravo vedenje, ki je primerno, da ga posredujete drugim. Naprej pomeni, preveč dajete. Bojite se postaviti zase. Ne počnite stvari zaradi občutka krivde ali zaradi dolžnosti. Dejstvo je, da nobena stvar v tem življenju ne bi bila zato, ker sem nekomu nekaj dolžna. Komu sem kaj dolžna? Sebi, svojo celovitost. Edino sebi. Dolžna sem poskrbeti za svoje mladoletne otroke, absolutno, ker so moji. Ampak vse ostalo ne. Nekoč je ena gospa rekla, moj mož se zdaj mu še v žlaht nisem. Pa kar je res, kri ni voda. In dejstvo je, da krvno sorodstvo, zato ki smo v sorodu, z vsemi brati, sestrami, starši smo bolj v sorodu kot pa svojim partnerjem. In lejte, če imate peko doma, je mogoče čas, da nekaj spremenite, da nekaj naredite drugače, da začnete delati korake za sebe, ker ko boste vi zmogli narediti prvi korak, bo stvarstvo za vas naredilo ali pa odprlo dodatna okna, se bo posvetilo sonce, se bo razsvetlilo vse. Res je tako, ko boste zmogli. Zato ne sklanjajte glave, ne trpite tiho, samo zato, ker ste nekoč verjeli v to, da ljubezen lahko zdravi vse. Ja, lahko zdravi vse. Ampak nekdo, ki je zasvojen ali pa ki je bolan, lejte, lahko molite za tega človeka, lahko delate za tega človeka zdravilno molitev dekodiranja. Vsekakor, ampak določeni odnosi nas učijo postaviti meje. In dokler se ne naučimo postaviti meje, lahko menjate partnerje, vsak naslednji bo še hujši. Pač tako grejo lekcije življenja.
In zato je pomembno, ja, imeti sebe toliko radi, da enostavno lahko rečete, to je pa dovolj. Jaz se tega ne grem več. Glejte, če vam nekdo v življenju ves čas zabija žogce, tako kot recimo pri teniški igri, lahko brez slabe vesti rečete, jaz se te igre ne grem več. Brez slabe vesti. Obstoj. Biti miren, glejte, to so Uršutove karte, biti mirna, biti miren v svojem obstoju. No vse to, kar kali vaš obstoj, to naj odide. Zanimive karte. Naslednja je prišla tišina. Večanje vaše tišine, zazret se vase in biti v svoji tišini. Zadnjič sem govorila z eno gospo, ki ima doma alkoholika in sem rekla, vem, težko je zaradi tega, ker kapljica na kapljico, ko se zvečer, ker čez dan se že fajn nabere tega alkohola in je psihični teror prisoten, je težko, ker v bistvu, če dolg časa kaplja, slej ko prej v vsakem betonu nastane luknja. Ampak druga stvar pa je, ne vem, če veste, kako se železo kali. Železo ga dajo v kovaško peč in se segreje, ne vem, na 10,000 stopinj, nimam pojma. V glavnem je razbeljeno železo. To razbeljeno železo se toliko zmehča, da ga potem lahko oblikujejo in potem ga potopijo v mrzlo vodo. In to je kalenje. In potem postopek parkrat ponovijo in ko ponovijo parkrat ta postopek, postane to železo, se pravi kaleno železo, zdaj ne me držati za besedo, ampak mislim, da postane jeklo. Se pravi, to je tako močna zadeva, zdaj tisti, ki se na to spoznate, se boste verjetno smejali, ampak v glavnem postane tako močna zadeva, da se jo ne da več zlomiti. In mogoče je to vaša šola vašega življenja. Če vas močno šola življenje, vzemite to kot kalenje. In ja, kar te ne ubije, te ojača. Ampak če je naloga vaše duše, da se izvijete iz nekega primeža, če je tako, kot je bila naloga moje duše, ne da sem vedno sklonjena pa tiha pa potrpim, ampak da se postavim za sebe, pač to je bila naloga moje duše. Jaz tukaj ne nagovarjam, da se morate vsi ločiti. Nekdo drug ima mogoče druga lekcija v življenju, ki ga pač učijo. Vsak izmed nas ima svoje lekcije in te naše lekcije so namenjene, da postanemo celoviti. No, ta naša celovitost je zanimiva. Zanimiva, ko nas življenje premetava. Ampak ja, bolj kot bomo trdni, večji postanemo. In enkrat lahko rečeš dovolj. Meni so rekli, da se bom enkrat toliko skalila glede tega, da bom lahko rekla ne, tudi meni se dogajajo energijski vdori. Ne vem, če veste, kako to izgleda, ampak naenkrat te zavije. Naenkrat te zavije v solarnem pleksusu in to včasih ob 4:30 zjutraj me zbudi, me vrže po konc in da bom enkrat se toliko skalila, da bom lahko rekla dovolj. Nisem še tam. Učim se. In verjamem, da vsaka šola je v življenju dobra. In verjamem to, da tisti, ki se trudijo, da bi me spravili na kolena, pač jim ne bo uspel. Ker sem pač odločena, da v tem življenju naredim lekcijo. Verjetno, da postanem celovita, da poberem nazaj vso svojo izgubljeno energijo, ki sem jo kdajkoli se ji odrekla, izgubila in da postanem to, kar jaz sem. In verjamem, da vsak izmed nas je v sebi noter, ker smo ustvarjeni po veliki božanski podobi, mi smo veličastni. Ja, imamo svoje napake. Tudi tisti, ki spremljate moje videe, veste, da večkrat, ko berem, se mi zatika. En delček disleksije imam. In kljub temu, da imam to napačo, da mi enostavno zaplešejo črke pred očmi, ko je treba brati, kljub temu berem. Čeprav nekdo reče, pa halo, komaj znam brati. Pač
Ok. Zanimivo je, ne, takrat, ko rabim izražati in to je ta moje izražanje. Povezava, prebrati, izgovoriti, enostavno ta povezava nekako dela po svoje in to že od malega. Že od malega enostaven pač ta problem imam. In kaj zdaj to pomeni? Se bom skrila pred svetom in ne bom delovala. Ne, pač delujem in kakorkoli, včasih mi gre bolj tekoč, včasih manj tekoč, ampak vem, da vaja dela mojstra. Enkrat bom mogoče ta delček pozdravila, da bo ta povezava se izboljšala in bo tudi vse to teklo. Mogoče pa to zdaj moja naloga, da delam zdravilno molitev dekodiranja, da povežem to povezavo skupaj, govor pa prebrano, pa da mi enostavno dobro gre. No, lejte, vsak ima svoje naloge v življenju. Pojmo še na prehod v novo dobo, božanska podpora. Lejte, pri vsem tem, kar delamo, imamo božansko podporo. Bitja, čista bitja nam želijo pomagati, samo prost moramo za pomoč in angeli pristopijo na pomoč. Nebovzeti mojstri pristopijo na pomoč. Tudi takrat, ko je najbolj težko, ko bi bilo najbolj enostavno preklinjati, takrat je potrebno še vedno blagoslavljati. Molitev in meditacija. Moj duh je miren, povezana sem z izvorom. Ja, to je to. Odnosi nas učijo ohranjati mir. Naslednja stvar, jaz sem popolna. Dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. Karta resnica 9. Bog. Vete, tako nas življenje šola. Tako je, a ne? In če imate vi doma tistega, ki vas zlorablja, je čas, da zberete svojo vrednost in da se naučite postaviti za sebe. Vam povem še eno zgodbo. To je zgodba moje prijateljice. Naredila sta novo hišo in seveda že prej je bil mož nasilen do nje, ampak potem, ko so se vselili v novo hišo, jo je večkrat udaril. In potem so naredili njen mož, ker je ona rekla, da ima dovolj tega, da ona takega odnosa ne bo prenašala in se je odselila v staro stanovanje, tam, kjer so prej živeli, se pravi, iz nove hiše se je odselila. In je potem njen mož poklical svoja starša in njena starša in so jo imeli v tisti novi kuhinji na zagovoru. In kaj je imel na svet njene mame? Pa dejno mal potrp. Halo, mal naj potrpim. To, da me pretepa, mal naj potrpim. Ni mal potrpela, ločila se je. Glejte, dejstvo je, da tisti, ki je zlorabljevalec, ne bo nikdar se ozdravil. Tako kot verjamem v to, da nekdo, ki je pedofil, to je bolezen. To so bolezni in tukaj rabi strokovno pomoč, da se ozdravi. Oziroma pri pedofilstvu niti ne vem, če obstaja zdravilo. Tako, to je v človeku. Ni naša naloga, da rešimo svet, naša naloga je, da rešimo sebe. Vem, da je težko. Tudi jaz sem šla skozi to in verjamem, da zmorete tudi vi. Tako da, lepo se imejte in dovolite, da vam pomagajo pri vsem skupaj pri vaši poti, vsa svetla bitja in ko jih boste prosili za pomoč, pridejo. Tako da, uživajte.